Učenci se tedaj umakne k morju, pri mitnici zagledal je Mateja in rekel mu je Matej, hodi za menoj. Matej je vstal in šel za njim in rekel mu je Matej, hodi za menoj. Matej je vstal in šel za njim. Danes pri sveti maši slišimo: tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal moža Mateja po imenu, ki je sedel pri mitnici in mu je rekel, hodi za menoj. In ta je vstal in šel za njim. Tale Matej, o katerem danes poslušamo, je bil državni uslužbenec, pobiral je davke. Ljudje ne maramo pretirano, če moramo komu kaj odstopiti. V Jezusovem času je bilo to še slabše, ker so morali davke plačevati državi, ki ni bila njihova. Tujci so jim vladali. In zato tudi Mateja ljudje niso marali. Jezus pa se je ustavil pri njegovem uradu in ga je povabil med skupino svojih učencev. Matej je bil naravnost šokiran, ampak neizmerno srečen in je sprejel povabilo. Bil je tako vesel, da je za svoje prijatelje in sodelavce pripravil celo zabavo. Še bolj šokirani od Mateja pa so bili drugi ljudje, ki so to opazovali. Zdelo se jim je nenavadno in kar škandalozno, da Jezus nekoga, ki za tujce pobira davke, vabi med svoje učence. Jezus je ob tem dejal, da ni prišel klicati pravičnih, ampak grešnike in da zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni. A ni to krasno, dragi otroci, dragi starši, da Jezus nikogar ne odpiše? Vsak lahko postane Jezusov prijatelj. Tudi ti in jaz. In tudi vsi najini prijatelji in celo vsi tisti, ki so drugačni od naju, celo vsi tisti, ki drugače razmišljajo od naju. Tudi vse tiste, za katere si tudi mi sploh ne bi mogli misliti, lahko postanejo Jezusovi prijatelji in učenci. Lepo nedeljo nam vsem želim.